Dobro jutro, tukaj je Valentin, ura je 8. Danes bom pa prvič govoril na željo enega prijatelja, ker v enem izmed prejšnjih videov sem povedal, da sem pripravljen tudi govoriti o katerikoli poljubni temi. Če ima kdo kakšno vprašanje, da mi ga zastavi in potem posnamem na to temo jutranji vlog. No in današnja tema bo govorila o homoseksualnosti, o istospolnih odnosih, o gejih in lezbikah. No, več o tem bi lahko govoril po tem, ko bi poslušal določeno zelo zanimivo audio serijo izobraževalno iz spletnega portala Equaf, ki se imenuje What is sex? Kaj je seks? In pa potem tudi še serija tudi z te strani z naslovom Relationship Success Support in pa The Shocking Secrets of Masturbation in pa tudi Parenting Perfecting the Human Race. Zato vse tiste, ki želite bolje spoznati spolnost in seks in orgazem in samozadovoljevanje in kako se razvijajo otroci, kako pride sploh do, kaj se dogaja v trenutku spočetja in tako naprej, da si pod tem videoposnetkom pogledajo povezavo do teh audio serij in da bolje potem razumejo oziroma zelo natančno, najbolj natančno razumejo, kaj je spolnost, kaj so te energije, ki jih čutimo in zakaj nastane sploh spolna privlačnost do neke druge osebe, običajno to do osebe nasprotnega spola. Torej danes pa o tem, zakaj nastane privlačnost do enakega spola. Nekateri, ki ugotovijo v določenem obdobju življenja, da so istospolno usmerjene, običajno ne raziščejo, kaj je vzrok za to. Pač na splošno problematika pri ljudeh je to, da energije in občutke jemljemo kot nekaj avtomatičnega, kot nekaj naravnega in potem mi začnemo slediti tem občutkom in čustvom. Torej si rečemo, aha, to čutim, pač tak sem in grem zdaj v to smer. Ampak če mi sledimo občutkom, torej da dopustimo, da so energije tiste, ki vodijo naše življenje, naše odločitve, potem smo neke vrste čustveni roboti, neki energetski zombiji, ki ne prevzemamo polne odgovornosti za sebe, za svoje življenje in za svoje odločitve. Zato pač pri skupini Destiny delamo na tem, da raziskujemo naravo energij, izvor energij, vzroke za proizvedanje energije in da prevzemamo odgovornost. In ključno pri tem je, da se pač ozavešča, ker energije, kot sem že večkrat pojasnil, so vedno posledica umskega konflikta in so namenjene samo zato, da se umsko-zavestni sistem napaja z energijo in ta energija se pač črpa iz fizičnega telesa in posledično pride do uničevanja fizičnega telesa in tudi staranja in posledično smrti. Zanimivo gledam, prvič labodi letajo, običajno plavajo po vodi. Danes pa jih prvič vidim leteti. Očitno se pripravljajo na selitev v toplejše kraje. Ja, pa se spet nazaj vrnem k temu,
k homoseksualnosti. Torej, vsak od nas, ko začuti energijo, neko spolno privlačnost, ima možnost, da se ustavi, da zadiha, da vzame list papirja in začne v samoiskrenosti ozaveščati, kakšne misli so bile v ozadju tega. Ker mi smo to zmožni. Večinoma živimo samo na osnovi zavestnih misli, zavestnega dela uma. Ogromno stvari, večino stvari pa potiskamo v svojo podzavest in v nezavest in zato živimo življenje v več ali manj nezavednem stanju, nekako smo v stanju spanja, zasanjanja in smo samo neki opazovalci. Igramo neke vloge, brez da bi se zavedali, zakaj jih igramo. Zakaj se pojavi homoseksualnost? Vzroki so lahko različni. Lahko recimo, ker pač večinoma teh naših vedenjskih vzorcev izvira iz zgodnjega otroštva, iz prvih nekaj let, ko absorbiramo energije, ko še ne razumemo pomenov besed, so torej izkušnje iz naše bližnje okolice, iz naših staršev, tiste, ki potem tudi povzročijo določena nagnjenja v našem življenju. In recimo, da smo kot otrok, da smo moškega spola in potem opazimo, da je naša mati, da je agresivna, da se z očetom ne razumeta in potem posledično zaradi tega se pojavi podzavestni odpor do žensk oziroma nagnjenost k moškim. Opazil sem tudi, da nekateri ljudje, recimo moške osebe, ki so sicer bili poročeni in imajo otroke, se potem v kasnejših obdobjih odločijo za moškega partnerja. In tudi mogoče zaradi tega, ker so v tem partnerskem odnosu za žensko doživeli neko razočaranje, neko travmo in potem postane istospolna oseba bolj primeren partner, ker je pač tak odnos manj zakompliciran, ker pač moškega in ženske se med sabo precej razlikujeta in istospolna partnerja, tudi lezbijke, se potem bolje razumejo tudi spolnost, svojo lastno spolnost in pač veliko je odločitev za istospolno partnerstvo, predvsem zaradi želje po doživljanju orgazma, po spolnosti. No, spet glede teh energij je pomembno razumeti, da pač energije so tiste, ki nas zasvajajo, ki so pač primarna droga. In da predvsem bi poudaril, da se obsedenost z spolnimi energijami lahko sprevrže potem v razna nadlegovanja spolna in posilstva. Zato je fino, da jih obvladujemo oziroma da se jih čim bolj osvobajamo. Jaz lahko tudi povem, da sem bil malce razočaran, ko sem v preteklosti, ko sem iskal nekega alternativnega zdravilca, pač naletel na neko osebo, ki je ponujala določene storitve in sem potem ugotovil, da je ta oseba imela v ozadju pač motiv za nudenje teh storitev, zato da je iskala istospolne partnerje. Zato predlagam, da pač vsak od nas, da se čim bolj osvobaja od odvisnosti od spolnih energij, od želje po občutku orgazma, ker to so zelo omejene energije in če
živimo v tem fizičnem telesu, v polnem zavedanju fizičnega telesa, in če doživljamo spolnost kot naravno fizično polno izražanje dveh fizičnih teles, potem lahko nek odnos, spolnost postane veliko bolj polnejša kot pa klasična spolnost, kjer se teži samo k doživljanju tistega kratkega občutka orgazma, energetske sprostitve, ki je v bistvu samo namenjena za to, da se naš napaja z energijo in da nas še bolj drži v energetskem suženjstvu. Še enkrat vas torej vabim, da si pogledate te audioposnetke, videoposnetke, si preberete bloge, ki jih bom navedel v povezavi pod opisom tega videoposnetka na YouTubu, in da čim bolj plodno živite svoje partnersko življenje. Hvala in nasvidenje.